Dobrodošli. Je že tretja epizoda podcasta Pilonov kotiček. V prvem delu oddaje je Julija, učenka osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici, pripravila prispevek o pomenu glasbe v življenju in o strasti, ki jo goji do zvrsti K-pop in skupine BTS. V drugem delu Nika in Zara razpravljata o stereotipih v naši družbi. V tretjem delu Felix in Rok prispevata s konstruktivno kritiko šolskega sistema tudi v luči učenja in poučevanja nadaljavo. Prisluhnimo. Glasba je ful velik del mojega življenja, jo poslušam že od zelo mičkenega, vse zvrsti, v bistvu, kar je bilo pač na radiju. In me pomiri, me motivira, me razveseli, mi da upanje. Lahko me pa tudi spravi v jok, odvisno od v bistvu zvrsti glasbe in tudi pomen besedila in tudi, če poznam zgodovino za, bendom, izvajalcem in to. Če mi kdaj glasba ne bi pašala, bi to lahko pomenilo, da sem depresivna, da sem ful žalostna, da sem se začela zapirati vase, nasplošno nekaj, da ni v redu. Glasba v času karantene še posebej vpliva na moje počutje in včasih tudi boljši delam, če poslušam glasbo in če sem pač nasplošno vesela, ko pač imamo zume, itak ne poslušam glasbe, ker bi me pač nekako motilo. Drugače vas ostali cajt pa ja, pač mi glasba ful pomaga, ker sem med karanteno še posebej nemotivirana, še posebej slabe volje in mi pri tem ful pomaga. Večinoma poslušam korejski pop, K-pop. Obstaja veliko bendov in so še kar znani, no, najbolj znan pa je BTS. So njihova ful velika fanica in pač K-pop to in nasplošno se ne more primerjati z ostalimi zvrstmi glasbe, pač vsaka zvrst glasbe se ne more primerjati z drugo, ker je čisto drugačno, ampak K-pop še posebej. Mi je všeč, ker v videospotih pač ni toliko golote, niso tako, ne bi rekla čudni videi, samo so taki, imajo nek pomen in imajo bolj neko umetnost noter. So ful se osredotočijo na barve, na obleke, na barve las in vse pač se ful več truda vloži v to in ful več idej in misli in koreografije so ful zahtevne in ful zanimive. Njihova besedila pa lahko tudi spomnejo ljudi o, različnih težavah in problemih, kakor, depresija, tesnoba in res. Nekaj primerov, sem dala nekaj primerov tlele od BTS-a, od njihovih pesmi. 21st Century Girl je besedilo, ki govori o mladih dekletih tega stoletja in kako naj bomo samozavestne, da smo močne in da lahko pač delamo karkoli želimo, da lahko uresničimo vsako našo željo, če se le potrudimo. The Last je besedilo solo pesmi od enega člana BTS-a in v bistvu govori o njegovi izkušnji z depresijo in tesnobo. V bistvu opisuje, kako pač se je počutil takrat in pol smo fani, to ful. Smo bili ful navdušeni, ker smo spoznali neko novo stran njega. Spinebreaker pa govori o otrocih tega stoletja, ki bojo staršem nekako zlomili v navednicah hrbte, ker zahtevajo drage stvari, da pač postanejo popularni, kakor telefone, računalnike in take drage stvari. BTS je kot skupina pač zelo znana, so se ful potrudili, ful so trenirali, nekaj sem prebrala tudi, da do
po 15 ur na dan, da so samo trenirali in vadili koreografije, kar je noro. Imajo tudi zelo stroga pravila. Niso smeli imeti punc, pač partnerjev, in tudi prehrana njihova je bila zelo omejena, no ne omejena, v bistvu zelo prekalkulirana. So mogli jesti prav določene stvari, pol itak diete, pač prehrana, noro. To je v bistvu tudi pri zelo veliki večini teh K-pop skupin je zelo pomembno, koliko tehtajo, da imajo pač privlačna telesa in v to gre ful truda in tudi, da se naučijo koreografije, potem še sami pišejo svoje pesmi, no, večina, ja. In so res pač, se mi zdi malo škoda, da je samo BTS tako svetovno znan. Pač so še drugi bendi, ki so bolj svetovno znani, ampak noben ni tako kakor BTS. Dobro, jaz sem njihova fanica ratala šele pred enim letom, ampak vseeno so zelo hvaležni svojim fanom zmeri in zmeri imajo nekaj novega, pač hmali vsak dan, no ne lih vsak dan, ampak ful pogosto oni objavljajo na socialnih omrežjih, potem pač delajo nove pesmi, nove albume, videospote in res gre ful truda v to njihovo glasbo in to. In tudi, če pač ne razumem besedila, še zmeri se počutim, kot da me razumejo, oziroma mi je sama glasba mi bolj pomeni včasih kakor besedilo, in pol če grem ponavadi gledat potem, kaj besedilo to sploh pomeni. Imam še bolj tak občutek, da me razumejo in pač lahko sočustvujem z njimi. Ja. In zdaj, ko so bili še nominirani za Grammyje, smo fani ful veseli. Brez dvoma bojo dobili vsaj en Grammy, zaradi tega, ker pač vse to trdo delo se res vidi v njihovih videih, besedilih, koreografijah in ta nora motivacija in res so neverjetni. In mi je nekako škoda, pač ja, mi je škoda, da drugi K-pop bendi nimajo take pozornosti svetovne. Sam kaj čmo. Ja. Jaz sem Nika In jaz sem Zala. danes bova same z Zalo, ker je ta razbolela. In tema današnjega tema so stereotipi. Torej, kaj pravzaprav so stereotipi? To so splošno predstavljena prepričanja o nekih lastnostih, ljudeh, stvareh in dogodkih, ne glede na okoliščine. Torej, nekako podobno kot predsodki, ampak je razlika med tem dvem, ne? Ja, je razlika, ja. V bistvu predsodek je na podlagi čustev in je ponavadi negativen. Stereotipi pa so tudi lahko negativni, vendar ne temeljijo na čustveni ravni, objemljajo se bolj kot neko dejstvo. Aha. Lahko pa so tudi pozitivni. Mislim, na primer, kaj je bil primer pozitivnega stereotipa? Mogoče, da je Azijci, da so dobri v matematiki, pa to. Ja, to je mogoče Mislim, to je pozitivno. Ja. Ja, mislim, da ja, no. Vsaj jaz bi bila vesela, če bi kjer pozitivno mislil na to, da sem dobra v matematiki, no. Noben tega ne misli. Te bom inštruirala, ti bo šlo dobro. Kako pa sploh nastajajo stereotipi oziroma kako so nastale? Mislim, da stereotipi nastanejo zaradi tega, ker pač imamo omejene informacije, potem ne vemo dovolj o neki kulturi ali pač, ne vem, rasi. Ja, pa to. ja, ja. Potem se nastanejo stereotipi, ker nismo dovolj izobraženi.
Torej, Ja. nekako je lahko stereotip posledica neizobrazbe. Ja, v bistvu pač ponavadi stereotipi izvirajo iz doma. Torej, starši so lahko mogoče zaprtomiselni. Pa tudi en stereotip, ki pač pride že tako od rojstva, naprimer, kaj je nekako pač, kakšni so tako moški interesi, kakšne so ženski interesi, kateri so ženski interesi, naprimer, da ženske imamo bolj radi tako umetnost ali nek tasga in da moški imajo bolj radi tako znanost pa to. In tudi, recimo, fantki, ne, ponavadi boš jim kupil modre obleke, punčkam rozasto. In ja, nekako že starši to otrokom bijejo v glavo in potem s tem odraščajo naprej. Ja. In tukaj se bolj kot ne že navezujeva na vrste stereotipov. Trenutno smo omenjali stereotipi o spolih, torej to razlika med tem, da fantki nosijo modro, punčke nosijo roza, to so spolni stereotipi. Potem imamo pa še recimo živalski stereotipi, kot so naprimer, velikokrat se bolj kot ne pojavljajo tudi v pravljicah. Naprimer, volk je hudoben. Aha, lisica zvita pa to. Ja, potem imamo etnični stereotipi, ki so v bistvu pa lastnosti za celo skupnost. Se pravi, kot si prej omenila, da so Azijci zelo dobri v matematiki. Potem imamo pa še socialne stereotipe, ki pa v bistvu nastajajo v odnosu do drugačnih in drugih socialnih skupinah. Kot naprimer, recimo bom dala primer, ne, bom malo tudi nase pogledala. Se oblačim v črno in vsi mislijo, da... Aha, in zelo emo in cel čas depresivna, kao. Ja. Potem imamo pa še druge vrste, jih ne bomo omenjali, ker niso toliko pomembni, se mi zdi. Recimo zgodovinski ali pa evropski. Aha, pa še veliko več jih je. Pogosti oziroma. Ja, torej kakšne stereotipe pa sploh poznamo? Zdaj najbolj pogosti stereotip je o blondinkah. Ja, da so kao neumne, ja. Da so kao neumne. Zala se ti jaz zdim neumna. Ja, zelo. Ma ti si special edition. Ne smemo judge blondink po tebi, tu je pač bilo. Ti si tako najnižji standard. Oh my god. Dejansko ta stereotip zelo prikazujejo tudi tako v risankah pa v tem. Pač je zelo pogost. Pa vici so bili narejeni tudi po tem stereotipu. Ja, no, dejansko s tem, ko prikazujejo pač te stereotipe že tako v risankah in v vicih, dejansko že otroke poneumljajo. Pač dejansko to se ponavadi prirodi že tako zgodaj. Ja, zgodaj se, sorry, sem se začela daviti. Oprosti. Korona? Kobile, ne se ne hecati. Ojoj. Slovenci smo imamo ful predsodkov, tako, kar se tiče homoseksualcev in tega. Ma nasplošno imamo dosti predsodkov. Ja, tudi res, ja. Mislim, da je zato, ker Slovenija ni tako raznolika država, pač nimamo tako toliko različnih ras, tako različnosti, pa smo kmetje. Ja, dobesedno. Pač ja, potem posledično nismo tako izobraženi o tem. Oziroma niso. Nekateri. Cursed farmers. Sam res. Mislim, glede na to, da je v zgodovini slovenski jezik vladal za kmečki. Torej ja, mi smo kmetje. A zdaj bomo naredili debato, ali smo kmetje ali ne, ja, itak da smo. Torej, predsodki. Oziroma stereotipi. Tematika pogovora so stereotipi. Ja, to je res, ja. Ja, dejansko je precej tanka meja med pač predsodki in stereotipi. Ja, res je, ja. Stereotipi dejansko zelo vplivajo na to, kako vidimo stvari in tudi na kaj smo pozorni na osebi. Naprimer, če imamo nek stereotip, naprimer, ko smo že prej rekli, da so blondinke neumne, potem bomo bolj pač pozorni na to, na kaj delajo tako.
da je bolj neumno, ja, ko pa na kakšne načine so pametne. Drugače, sicer si že malo prej omenila, ampak si ti že kdaj čutila tako stereotipe proti Ja, v tebi? bistvu sem, ja. Vsakič, ko dejansko grem ven, pač vidim ljudi, ki pač me nekako psujo, glede na to, kako se oblačim. Ker pač nimam unga običajnega stila. Aha, in barva tudi las to, tudi. ja. Mislim, glede na to, da moje. si vsak mesec lik, da ne pobaram lase. Potem, ja. Pač se mi zdi, da tudi tukaj, kjer živim, pač so ljudje bolj, nimajo širšega pogleda na svet, se mi zdi, in pač se jim zdi to čudno. Ja, ker so kmetje. Mislim, meni je všeč črna barva in zato se tudi oblačim v to barvo. Ja, če krajče ni dosti drugačnosti, če so Ja. vsi isti, potem Se to je, njihov ne, problem. ker pač nekako ljudje se mi zdi, da tako, pač saj nekateri ne sprejmejo drugačnosti. Pač ne smeš biti drugačen. Kateri se tudi bojijo Ja, drugačnosti. takoj, ko si drugačen, ja, ne, tega pa mi tukaj ne bomo imeli. Tako ful je, ni no. Zala si ti kdaj doživela kakšen stereotip mogoče? Jaz sem tako najbolj basic. To, da ne samo to je res. Sem hotela reči, da tukaj dobivam dobre ocene, da kao cel dan se sam učim, ampak ne se na cel dan učim. Pač se dosti učim, ampak se na cel dan. Ja, Je- ja. je Jaz se zelo z razumevanjem učim, Ja. se ne sam napipljam stvari. Pač imam dosti prostega časa, ga hočem izkoristiti na Ja. produktiven način. Torej, da zaključimo današnji posnetek. V naslednjem podcastu se bomo pogovarjali z Zalo in mogoče tudi s Tajro, če vzdravi, a ne Zala. Se bomo Ja. pogovarjali o socialnih stereotipih oziroma bolj, kaj ne se bomo pogovarjali o rasizmu. Dobrodošli v podkastu Roka in Felixa, kjer skupaj z dialektiko in Sokratovo metodo Vem, da nič ne vem, dosegava nova spoznanja in jih deliva z našimi poslušalci. Demo 3, 3, 2, 1. Dober dan, Rok. Dober dan, Felix. Ojej, po dolgem cajtu, zdaj mislim, da že en mesec niso izdala ene najne epizode. Zdaj prvo te bom vprašal po tvojem počutju v bistvu, že en mesec je ta karantena in izvajanje šole nadaljavo. Kako se ti najdeš, mislim, kakšne spremembe, ne vem tako? Meni v smislu sprememb, če razmišljam o nekem znanju, ki ga prijemam, ne ravno občutim, zaradi tega, ker se mi zdi, da so se pač profesori potrudili do te mere, da pač prejmemo enako količino znanja kot sicer. Je pa res nekoliko drugače zaradi tega, ker smo pač izolirani sami, brez stika z ostalimi. Sicer pa, ne vem, ni mi hudo, no. Zdaj, itak, tu sem te vprašal zaradi tega, da narediva oba nek uvod na temo današnjo, torej šolski sistem. Pa bi morda kar začela, ne? Najboljše. Torej, mi dva sva oba na gimnaziji, ne? In zato dva govorila bolj z vidika dijakov, ki se šolajo na gimnaziji, ne? Vemo, da ima gimnazija kurikulum, ki velja za najtežjega in z tega bova tudi nekako izhajala. Naše izkušnje so na bazi tega kurikuluma. Torej, zdaj samo vpis na gimnazijo, ne? Zakaj si se ti odločil? Je bila ta želja po nekem občem, širšem znanju, ali je bilo to bolj neka odločitev, ker nisi točno vedel, kaj želiš postati, se pravi, ne vem, neka rešitev v tem smislu, no? Pravzaprav tako, jaz iskreno nisem niti razmišljal o drugi možnosti kot gimnazija. Torej, že odkar pomnim, je bila pač gimnazija ena izmed pač teh edinih možnosti, zaradi tega, ker pač sem si želel, oziroma si še zdaj nekako želim biti na pravo. Hkrati pa ja, pač ta ideja o znanju, pač ideja o pač razširitvi obzorja me je tudi pač na nek način pritehnila k temu, da sem se potem za to odločil. In tudi zdaj, kot
gimnazič 4. letnika lahko pač potrdim, da vsekakor pač smo prejeli ogromno znanja in da pač se počutim, mislim, je res, da me je pač učenje vzelo precej časa, precej živcev in vsega, ampak tako, ko pogledam nazaj, no, mi je vse v redu počutim, no, ker pač vem dosti stvari, mislim, spet vem zelo malo in se zavedam tega. Samo še vedno pač neko podlago, neko osnovo smo dobili. Neka razširitev. Ja, neka razširitev je bila in sem zadovoljen z jo. Tako bom rekel. Zdaj, jaz sem se iskreno upisal na gimnazijo, tako nisem vedel, kam iti. No, mislim, da tudi dosti je takih ljudi, očitno ti nisi bil eden izmed njih. In čeprav smo v družini debatirali, ali bi šel na ekonomsko srednjo šolo oziroma na katero izmed poklicnih, potem v bistvu pa nekako obveljala ta odločitev, da grem v bistvu na gimnazijo. In kot si ti izpostavil, ta razširitev znanja. Jaz se tega sploh nisem zavedal na začetku, ampak zdaj sem četrti letnik, ko naredim eno retrospektivo, je res to, ne, znanje z vseh področji. Zdaj, je ta stvar super, ne, ampak tukaj so danes, ne, da bo pravzaprav debatirala o šolskem sistemu, sem pač o pomanjkljivostih in predlogih oziroma naših idejah o nekih reformah, če se lahko tako radikalno v narekovajih izrazim. Torej, mi dva sva v bistvu neke zavedne žrtve šolskega sistema. Ne. Skrati se udinjava sistemu, torej se učiva za tisto 5, 4, ne, za pač ocene, ne. In skrati si pa drzneva v bistvu kritizirati, kar je nekako absurdno. Kakšen je tvoj pogled na to? No? Mislim, tako bom rekel, meni se mi zdi, da je prav, da pač se zavedamo nekaterih pomanjkljivosti. In mogoče ta neposredna kritika sicer, ne vem, jaz gi niti ne razumem kot tako pač negativno, mogoče kot absurdno, ko si rekel ti, zaradi tega, ker mislim, sam sebe pravzaprav na nek način smešim, ker pač pravzaprav, kako bi rekel, govorim o stvari, oziroma plivam po stvari, za katero se na koncu dneva zelo trudim, ne, samo še zmeraj, kako bi rekel, se zavedam, da je pač to moja edina opcija, če pač zdaj v tem trenutku želim uspeti in žal moram pač požreti to žalostno dejstvo, da je pač šolski sistem tak, kot je in pač se mu žal na nek način podrediti, ampak glej, mi pa dosti pomeni že to, da pač se zavedam situacije in že pač s tem zavedanjem jaz mislim, da naredimo pač pomemben korak. Ja, vsekakor mislim, da tudi to je razlog, zakaj se šolski sistem kot tak že toliko let v bistvu ni spremenil, zaradi tega, ker smo skrati vsi žrtve. Ja. Odvisni, ne, od popolnoma sistema in poles. Mislim, odvisni. Ja, smo vsekakor, mislim, pomisli ti na univerzo, zdaj za napravno univerzo, pravno fakulteto ni nekih visokih kriterijev, ampak pomisli, ne, na medicino, ne. Če imaš res ta čut, mislim, in željo po nekem altruističnem udejstovanju, ne, pri pomaganju nekemu sleherniku, ne, da imaš ta potencial, da imaš kognitivne sposobnosti za medicino. Ne. Ja, ne, v tem primeru no, in da bi ti, kot taka oseba, v bistvu rekel, zdaj jaz grem proti sistemu in se nehal nekako, zdaj jaz tukaj spet karikiram, nehal učiti oziroma v bistvu nek aktiven upor, ne, kar bi vplivalo na to ocene v končni fazi, na medicino se ne bi upal pisati, ne. Ja, žal, zdaj v nadaljevanju bova tudi govorila, zakaj točno ne, zaradi mature in raznih drugih stvari, ne, kar je tudi del te pasti. No. Ja, šolski sistem kot tak, ne, naprimer tudi na gimnaziji, zahteva je pričakovana pravzaprav popolnost na vseh področjih. Tudi tako nekako ni izraženo neposredno kot nekako je v zraku, ne, in je zahtevano kot nek status quo. Učenec, ne, idealen, ne, tukaj so spet neki ideali, ne, mora biti na vsakem področju odličen, ne, mislim, kakšno je tvoje mnenje o tej stvari, ne?
Mislim, glede na to, da že splošno dejstva pravijo, da pač poznamo več različnih vrst inteligenc, se mi to pač zdi na nek način absurdno. Mislim, občudujem ljudi, ki pač so popolni na vseh področjih. Sicer ne vem še na kak način bi jih popredalčkal zaradi tega, ker spet se mi zdi nekako, ne vem kako bi rekel, nelogično, nemogoče, da bi bil nekdo pač tako dober posod. Izvoli, ja? Jaz tem ljudem rečem pač v bistvu narejeni za šolo. Ne vem, v bistvu verjetno imajo razvite točno te sposobnosti, ki jih v bistvu, lahko da zveni kot nek izgovor, ne? Ampak meni se zdi, da te posamezniki imajo pravzaprav izurjene določene sposobnosti, ki jih šola najbolj zahteva oziroma ki jih najbolj daja pred neko preizkušnjo, ne? Potem te se najboljše odrazijo, čeprav pa nekje, ne? Kaj je šola? Je reprodukcija znanja, nekih dejstev, ne? Faktov. Torej, ne, velik ta poudarek, jaz bi rekel, na pomnjenju. Ne? Mislim, pomisli, koliko enih podatkov je. Ja, pravzaprav sploh ni teh vzročno-posledičnih, mislim, vse so te vzročno-posledične razlaga. Samo že tako, če pogledaš, ne vem, konec koncev matematiko, če ti matematika ne gre, je velika verjetnost, da se boš učil na način, da pač boš naredil toliko vaj in pač boš potem test reševal po spominu. Tako da že tukaj se pojavi potem ta na nek način, kako bi rekel, kontroverznost matematike, ker matematika načeloma bi mogla temeljiti na razmišljanju velikokrat, pa ne samo matematika, tudi recimo, če si družboslovni tip in pač ti naravoslovje ne leži, tudi ostali predmeti pravzaprav temeljijo na drilu in ne na pač temu razumu. Ja, res je. Zdaj govoriva o sistemu. V sistemu so učitelji. Ne. Zdaj, prav je povedati, ne, da niso vsi učitelji taki, da nekateri učitelji so taki, ki nekako potencirajo to kritično mišljenje, ki je kot posledica nekih vzročno-posledičnih, kako bi se izrazil zdaj to? Povezav. Tako, ne. Se pravi, depovezujemo vzroke, te vzroke, oziroma navezujemo vzroke s posledicami, ne pa v bistvu deklamiramo samo posledic in vzrokov in vzroke v nekih različnih okoljih, oziroma pač enostavno, da ni navezave med njimi. Ne. Se pravi, kot dejstva, ne, me razumeš? Razumem, popolnoma, ja. Torej, in ta popolnost oziroma ta pričakovanje je lahko tudi izredno škodljivo. Pravzaprav, kdaj in iskreno tudi jaz sem se počutil, ko na nekem področju nisem bil tako uspešen kot, ne vem, moj sošolec, moja sošolka, ne? Sem se počutil, kot da sem zabit. Ne? Tu je še ena negativna posledica šolskega sistema. To tekmovanje, ne? In samo potrditev, kje najdemo? Samo potrditev v ocenah, ne pa v sebi. Ne? Se imaš še kaj ti za dodati tukaj? Mogoče bi izpostavil prav to, kar si ti rekel, ta občutek, kot da si pač dobesedno neumen. Če pri določenemu predmetu nisi, ne vem, če ne dobiš 5 ali pa 4. Zaradi tega, ker pač je res, jaz konkretno kot družboslovec, lahko se z lahkoto razglasim za družboslovca, tukaj sploh ni dvoma. Mislim, ne da mi gre zelo slabo pri matematiki, ampak pač ne posegam po najvišjih ocenah. Ne? In res zaradi tega se dobesedno velikokrat počutim, kot da sem neumen. Čeprav, mislim, najbrž bo zvenilo zelo, ne vem, samovšečno, če to rečem, se zavedam, da pač nisem nesposoben razmišljati. Ne? Ja. Mislim, naj zveni še tako samovšečno, kot pač zveni, ampak ne vem, hkrati se zavedam, potem pa neka ocena, neka številka snovi, ki me popolnoma ne zanima, ki mi res, oziroma nekaj me ne zanima, tudi ki mi v življenju pravzaprav ne bo koristila, me potem pač potovče do te mere in to pač, predvsem to jaz smatram pravzaprav kot neko slabost. Ker pač učenje, ajde, stisneš zobe, ne, pač se naučiš, samo potem tista ocena, ne vem, pač hočeš, nočeš te potovče. Zanimivo, ne, kakšno vrednost ima
zgolj ena številka, ne, se tudi pri denarju je enako, ne. To je popolnoma neka abstrakcija, ne, zastopiš, na katero je naslonjen prav nek velikanski pomen, ne, in en način po mojem rešitve te stiske, te tekmovalnosti, ne, med sošolci, ki pač posledično ne pripelje v neke pozitivne vode, ampak vemo, da tekmovanje z drugimi, dobro, je neka konkurenca, torej je nek napredek, ampak mislim, tukaj zdaj ne smemo razmišljati v nekem kapitalističnem smislu, ne, se pravi, kot produkt neke konkurence prišel neki bolj razvit izdelek, ne, ampak mislim, da tukaj, kjer individumi, torej morda jaz in ti tekmujeva, ne, v končni fazi lahko tu se izide kot popolnoma negativno in lahko privede tudi do kakšnih hudih psihičnih obolenj. Mislim, konc koncu, depresija v porastu, ne, anksioznost in pa druge. No, zdaj nisem strokovnjak na tem področju, ampak toliko pa le vem, da je to v porastu. Ja, ne, neka alternativa ocenam, vse vemo, tu zdaj tudi mi dva sta del tistih, ki sam govoriva, ja, ocen ne, ampak ne vem, neka alternativa. Povej. Čeprav ocen ne vem, mogoče si opazil že sam marca, kako je bilo, ko pač ocen pravzaprav res ni bilo med karanteno, ne, pač hočeš, nočeš, če ocen ni, če pritiska na te ni, pač znanja po vse verjetnosti tudi ne bo. Je pa vsekakor bi stvar mogli pač prilagoditi na nek način. Si pa ne bi drznil reči na kakšen način, zaradi tega, ker vidiš, jaz konkretno šolskega sistema brez ocen kot takega pač si ne morem predstavljati. Ja, tudi jaz ne, ampak vemo, kje tiči problem in ta problem poskušamo že nekaj časa rešiti. Ja. Je pa zanimivo, zakaj, tu je moja razlaga, zakaj so uvedli ocene. Jaz mislim, da posamezniki, ko so tako stari kot 18 let, pa manj itak. Pa tudi več, ne, tudi faks je konc koncu ocenjevan, ne. Ne, kot mladi posamezniki, mislim, da se ne zavedamo, kako koristno, kako pomembno je znanje per se, ne. Samo na sebi in za nas, ne. In potem kot mladi ne tako posegamo po prikladnih stvareh, torej tisto, kar ne zahteva truda, ne? Torej se ne učimo, ne vidimo neke vrednosti v znanju, v informacijah. In zato potem so uvedli ocene kot neko prisilo k temu, da izvajamo nekaj smiselnega, oziroma da se trudimo in pač v bistvu, da je potem ta trud v prihodnosti pač poplačen vsekako. Ne, mislim, da tukaj je razlog, ne. Ampak spet za vsako, mislim, ima vsaka taka stvar, ima tudi posledice, ki so jih pač navedla zdaj, ne. Zdaj naslednja ideja, ki si jo ti mi predstavljal, je bila v bistvu izbiranje predmetov kot neka specializacija, oziroma usmerjeno v družboslovno ali naravoslovno smer, ne, tako v smislu že v nižjih letnikih, ne v 4., ko se odločamo za maturo, pa predstavi to idejo, no, kako si to točno mislil. Pravzaprav se mi ta ideja zdi zelo ustrezna in temeljila bi pravzaprav na podoben način, kot temeljijo določeni faksi, recimo konkreten primer bomo vzel ekonomijo. Prvi letnik je splošen in po prvem letniku sledi specializacija. Zaradi tega, ker jaz konkretno zase mislim in jaz sem prepričan, da bi to lahko tudi marsikdo drugi pač po prvem letniku, oziroma mogoče ne po prvem, po drugem, bi že znal zase povedati, ali pač mu bolj ležijo naravoslovni, družboslovni predmeti. In se potem na podlagi tega odločil, katerim predmetom pač bo posvečal več pozornosti. Zaradi tega, ker konkretno zase lahko potrdim, da mi je pravzaprav ta možnost neizbire posameznega sklopa predmetov vzela ogromnega časa. Res ogromnega časa. In predvsem zaradi tega jaz mislim, da
Mislim, ne bi bili samo mi na boljšem, konec koncev tudi profesori bi bili na boljšem. Pač boljšem, ne zaradi tega, ker pač specifičnih razlag bi bilo manj potrebnih, ne, in vse, pač ta bi povleklo za sabo. Prav tako pa pač bi, kako bi rekel, posameznik bi lahko na svojem področju se pač boljše izkazal in pač izkoristil ves potencial, ki mu je dan. Tudi zaradi tega se mi pač zdi to zelo pomembno. No? Jaz sem v bistvu nek kontrast tebi. Ti si rekel, da bi bil sposoben v drugem oziroma v tretjem letniku odločiti za neko, bodi si zdaj, karikiram ponovno, naravoslovno oziroma družboslovno smer. Jaz pa še zdaj, še v četrtem letniku ne vem točno, ali sem naravoslovec ali družboslovec, prav v zadnje čase se pa nagibam k temu, da sem družboslovec kot naravoslovec. Zdaj zanimivo, jaz bi pravzaprav, meni je šla fizika v vseh 3 letih šolanja pravzaprav odlično, ne. In sem kolebal, se bom odločil za fiziko ali za geografijo, ne. In po končni fazi sem se pač enostavno odločil za geografijo, ne. Torej, je bilo nekako pod prisilo in ne vem, mislim, oba predmeta sta mi zelo všeč, ne vidim potencial v njih, vrednost. In zdaj ne vem, če sem se pravilno odločil, bila je neka prisila, ne, konec tretjega letnika se moraš odločiti in pač odločitev kocka je padla, ne. Torej jaz ne vem, če bi bil sposoben, ne, se v določenem letniku za neko stvar odločiti. Ja, se ne bi šli k tem je štos, ne, zaradi tega, ker pač še zmeraj smo relativno... Sem še tu, konc koncu, ne, sem se odločil za gimnazijo ali zaradi tega, ker ne vem, kaj bi bil očitno, kljub temu, da sem vložil dosti truda v tem, da bi nekako ugotovil, kje je moj forte, ne. Še vedno sem zgubljen, ne, pardon. Mislim, no, to sem te povedati, še zmeraj pač, če tudi smo v četrtem letniku gimnazije, če tudi smo stari 18 let, pač se mi zdi, da smo še vedno pač zelo mladi pravzaprav. Mislim, pomisli, koliko življenja še pred nami, pomisli, kolikokrat se bomo znašli v situaciji, ker nas bo mogoče, ne vem, značen na popolnoma drugačen način, ko si pač mogoče mislimo zdaj, da nas bo, ne vem, karkoli značilo. Ne vem, pač se mi zdi, da smo mladi smo. In pač v prvem letniku, v drugem letniku, ko pač se zavedam tudi sam, da sem bil še manj razvit, kot sem zdaj, ne, mogoče imaš prav, ja, mogoče je ta odločitev res, bi bila kar precej velika odločitev, no. Mislim, da se rečem tako blagor tistim, ne, ki se je odločil že v 9. razredu. Ne, blagor tistim. Čeprav blagor, mislim, če te lahko zdaj zmotim, tako da, trenutek blagor tistim, ne, jaz konkretno sem en izmed teh, ki so bili že ne v 9. razredu, mogoče že v 5. 4. razredu strogo odločeni za gimnazijo in za pravo. In pravzaprav zdaj, tako ko pomislim, ne, zelo slabo je to. Zelo slabo. Zaradi tega, ker kadar človek toliko časa pač strmi k nekemu cilju, se mi zdi, da postane zaslepljen za pač neke ostale možnosti, ki pač vsekakor so in so odprte. Da je v bistvu ta cilj, ne, kateremu stremi od 5. razreda, da dobivaš v sebi nek dvom, če je temu res tako, ne? Ja, in konkretno jaz sem žrtev tega, ne? Mislim, zdaj sem 4. letnik, do 3. letnika prepričan, na smrt prepričan, da bom šel na pravo. Mislim, zdaj najbrž bom tudi šel na pravo, ampak kljub temu dvom je prisoten vsekakor. Tako da ni lih. Morda pa je ta dvom nek odraz zrelosti, ne? Kljub temu, da se boš tako tlačil, ne? V smislu, da pravzaprav si se trdno odločil za pravo, ampak si vzbudil nek dvom, ne, ki je razumen in seveda ta dvom pač enostavno obdelaš in v tvojem primeru ne si ga obdelal in si ga obdelal na tak način, da je pravo v bistvu ostalo še zmeraj ta primarna pot, ne. Filozofija, sociologija in psihologija, ne. Te 3 predmeti so samo eno leto, torej filozofija je pri nas v 4. letniku, psihologija je bila v 3. letniku in sociologija v 2. letniku. Ti 3 predmeti so, oziroma nosijo kar, bi rekel, kar nek težak pomen, oziroma stvari, ki jih poučujejo, ne, so kar pomembne, ne, ampak jih imamo le eno leto, ne. Torej individualno, od 2. do 4. letnika. Kaj se tebi zdi? Bi morali imeti te predmete čez celo leto, ali bi to bilo v bistvu
obremenjevanje dodatno, ne zdaj spet. Zdaj se spet pojavi tu vprašanje. Ne? Jaz mislim, da vsekakor bi bilo potrebno vse te predmete imeti, mogoče, prvi letnik, mogoče še ne, zaradi tega, ker gre vseeno za neko pot. Ampak potem od drugega letnika naprej, jaz bi skoraj rekel, pač te predmeti, drugi, tretji, četrti letnik, jaz mislim, da bi morali biti vsako leto. Zaradi tega, ker toliko se pravzaprav osredotočamo na neka dejstva, toliko se osredotočamo pri naravoslovju na neke enačbe, na opis prostora s temi matematičnimi enačbami. Na koncu pa, kadar, ne vem, letos, kadar smo prišli k filozofiji konkretno, sem se pač prav zamislil in si rekel, joj Rok, mislim, relativno dosti dejstev znaš z matematičnimi enačbami in pravzaprav opisati mogoče prostor, katerega del si, ampak zelo, zelo slabo razumeš, kako ta prostor funkcionira. In mislim, jaz sem se tu vprašal, ne dvomim, da se je tu pač vprašal še kdo drugi. Ne? In ravno v tem je pač problem. Te predmeti, ki so res zelo, zelo pomembni, ki pač zgradijo posameznika. Mislim, psihologija, osnova našega delovanja, filozofija, razmišljanje. Mislim, tu so neke stvari, ki pač bi preprosto mogli biti Bi morda katero izmed predmetov, zato bolj provokativno vprašanje, vrgel iz kurikuluma in jih zamenjal s temi, ne se pravi, da bi nekako se rešili te preobremenjenosti, ki jo tako poudarimo, pač, da je prisotna. No, jaz sem razmišljal o tem, sicer ne bi nič vrhu iz kurikuluma ven, konkretno pač vrhu predmeta, bi pa vsekakor omejil količino, recimo, mislim, zdaj mogoče pri matematikih, ki bojo poslušali ta podcast, če ga bojo, se mogoče res ne bojo strinjali z mano, ampak ne vem, meni matematika 4 ure na teden mi je dosti. Bi mi bilo dosti bolj všeč, če bi bilo recimo matematike 3 ure na teden in bi namesto 1 ure matematika imeli filozofijo, za katero mislim, da je enako, če ne bolj pomembna. Zdaj filozofija je mati vseh predmetov, prav zaradi tega. Absolutno. In filozofija je veda, ki vzbuja dvom, ne? Ja, kar je pač osnova, ne? Dvom je korak. Se je rekel Descartes, ne? Ja, korak do spoznanja, ne, da je dvom. Torej, mislim, nekateri ljudi, ne vem, zdaj, dvomim, da kako bi to zdaj nekako spravil besede. Nekateri ljudje v bistvu na filozofijo gledajo kot nek predmet neljub, ne? Ja. Mlatenja prazne slame. Tako je. Jaz bi to rekel, da tu je pač nek obrambni refleks temu, da filozofija vzbuja dvom. Ne? Dobro vemo, da kaj je Sokratova metoda, ki je imala v našem metodi, v našem uvodnem uvodu podcasta. Pravzaprav to, da vsako vprašanje oziroma vsaki stvari, da se vsaki stvari sprašujemo do koder se da, ne? Torej, da gremo tako v globino, da dvomimo o vsem in da smo pa v bistvu največji skeptiki. Ne? Ja, in veš, kaj se mi tudi zdi, zakaj filozofija, zakaj imamo do filozofije tak odnos. Prav zaradi tega, ker pač, o čemer razmišljamo, navadno nimamo pač celotne kontrole na tem, o čemer pač razmišljamo. Ne? In prav zaradi tega, ker to razmišljanje zahteva pravzaprav nek intelekt, je obrambni mehanizem tega ta posmeh. Zaradi tega, ker mogoče si kdaj to opazno, velikokrat se pač stvarem, na katere pač nimaš nad katerimi nimaš nadzora, pač se jim posmeješ. In tega je pač žal deležna filozofija, vsaj meni se mi tako zdi. In to je tudi en izmed razlogov, najbrž. Zakaj? Izvoli. Jaz bi si drznil reči, da je filozofija en predmet v tem primeru, pa veda, ne? Oziroma je nad pojmom veda, bi se rekel, že filozofija je življenje, ne, kot pravijo. Jaz bi rekel, da filozofija, ne, je v bistvu zaobjame pravzaprav vso inteligenco človeka, ne. Skupek. In s tem skupkom se potem ti odražaš, ne. In v filozofiji je resnično viden kako tvoj potencial. Ne? Pa da malo pohitiva mi dva naprej, ker sva že v bistvu blizu 30 minute. Retorika nastopanja in argumentacija kot
neke sposobnosti, ki jih premalo prakticiramo v šoli. Torej, pojavi se potem problem pri prenašanju sporočil, ne? Mislim, nejasnost. Ne? Je prisotno. Torej, ti si advokat temu, da bi bil v šoli več poudarek na retoriki, nastopanju in neki sposobnosti tvorne argumentov. Ne? Kar, na kakšen način bi tu. Mislim, se poleg samo poleg, ki že tu izvira, v stari Grčiji, sofisti, kaj so učili? Argumentiranja? Res je, sofisti, Veš, kako je zdaj to? Sofisti so učili samo argumentiranje, ne? In ne pa ljubezen do razuma, ne? Kar pa je definicija filozofije. Torej, oni so v bistvu učili samo argumentacije. Ne? Recimo, da pač vzamemo to kot neko osnovo. Argumentacija. Mislim, argumentacija je prisotna tudi v drugih filozofskih šolah, naprimer stoiški, epikurejski, šoli skeptikov, pa tudi, ne. Torej, je v vseh šolah prisotna, no. Torej, to izvira iz, bi se dalo reči, iz antične Grčije. No, ampak kar sem te reči, predvsem to. Živimo v svetu polnem socialnih omrežij. Pravzaprav že zaradi komunikacije preko telefona se je govorno nastopanje, jaz mislim, da je v zatonu. Zaradi tega, ker pač ljudje se preprosto ne več pogovarjamo, ampak si pišemo. Tako da že z tega vidika, jaz mislim, da retorična sposobnost je, kot sem rekel, tone. Zanimivo opažanje. Da ne govorim o argumentiranju. Mislim, ne vem, živimo v takem obdobju, pravzaprav, da otroci, mislim, tudi sam, jaz se še zmeraj dojemam kot otroka, ampak recimo, da takega, mogoče bo spet zvenelo kot nekoliko arrogantno, samočečno, ampak nekoliko takega, ki pač še vedno pač zna se zgovarjati. Ampak, ko pogledam na situacijo, mogoče na mlajša otroka, na mojega bratca, recimo, ki je zdaj 9. razred, na moje pač ostale sorodnike, ki pač so, ne vem, 5., 6. razred, zmožnost argumentacije je res slaba, ma ne samo argumentacija, jaz vidim problem že v tem, da pač so težave v tvorjenju nekih lepih stavkov, lepih povedi. Veš, čakaj, da te tukaj malo stane, da dam še moje, ki se liči. Izvoli. Argumentacija mora izvirati iz razuma in mislim, da problem v današnjem času je, da argumentacija izvira iz čustev in glavno argument je ne, ker me to užali. Ne, ker me to užali. In tu je tudi tak... Vsekakor, pač tu obdobje nas bo pravzaprav, ne morem reči, da nas bo lih uničilo, zaradi tega, ker bi bila pač res zelo drzna izjava. Sej bo, kako mislim, se nas bo, sam z hedonizmom, mislim. Samo z obdobjem, Pač najbrž bo tudi to in, oziroma ne najbrž, gotovo bo, ker ne vem, kaj bi bilo drugega pravzaprav, ne. Zdaj... Ampak spet neka nova tema, o kateri pač si ne upam lih razlabljati, če sem iskren. Ampak Jano, če se vrnemo zdaj k temu, pač govorimo z nastopanjem in argumentiranju, premalo. Jaz mislim, da bi mogli vsako temu, ko jo obravnavamo v šoli, vsaj na nek način pač, ne vem, pripraviti neko krajšo predstavitev. Se to ni nujno, da bi bilo, ne vem, da bi bila predstavitev dolga 10 minut, 15 minut. Mogoče bi se lahko, ne vem, preprosto zmenili na način, da bi vsak učenec na začetku ure v 5 povedih na kratko predstavil snov oziroma, ne vem, teme, ki smo jih obravnavali pri prejšnji uri. Mislim, to je odlično. Isto sem imel tudi jaz v mislih. V bistvu, da sploh tu ne bi zahtevalo neke priprave doma. Tako. Ker tu bila dodatna obremenitev, ampak kar se ti spomniš, te damo pred tablo, obnovi, karkoli se spomniš, brez kakršnekoliko obsojanja, in pol pa seveda načeloma boš vedel, da boš bil naslednjo uro pred tablo, ne, in boš bil pozoren. Ne. In torej tukaj je še en pozitiven aspekt. Ne. In boš tam enostavno vadil tako retoriko, argumentacijo morda, bo tudi izvana, in pa nastopanje. Torej vse v enem. To je zanimiva stvar. In vredno poudariti, da pri angleščini se mi zdi, da smo najbliže temu. Res je. In mi je super in jaz uživam in moj najljubši predmet resnično je angleščina z tega vidika. Prav z tega vidika. Moj tudi. Zanimivo. Dobro, zdaj pa moramo počasi končati in še imela bo to spremembo mature leta 2021 za nas. Zelo na hitro. Zelo na hitro. Zaradi te situacije s koronavirusom, jaz bom tako rekel, na hitro končal, bom dal pa besedo še tebi. Jaz mislim, da se v tem primeru v enem letu, oziroma koliko je še do mature, 5 mesecev, 6, brez veze upirati in delati neke reforme. Mislim,
bo malo težje, ne? Ampak jaz bom ubral taktiko pasivnega čakanja. Jaz sem pa tako rekel, mislim, gotovo bo težje, ampak spet se mi ne zdi ta način dela, ki smo ga deležni zdaj, Pošteno. toliko slab, Aha. da pač ne bi utehnili obdelati vsega in da se pač ne bi utehnili pripraviti. Ker veš, kaj se mi meni zdi, mislim, zdaj bom spet mogoče malo zavlekel zadevo, ampak spet smo situacijo izkoristili. Mislim, vse je logično, do neke mere smo itak vsi oportunisti. In preprosto pač situacijo smo izkoristili zaradi tega, ker pač se nam mogoče ne da učiti. Jaz konkretno, meni se mi tudi zdi ta ideja nekoliko pač nesmiselna. Pač, glej, matura je, snov bo obdelana, od nas je odvisno, če bomo pač snov obravnavali v vseh 4 letih pač dobro predelali. Ne od korona, ki pač mogoče takrat bo prisotno. Točno to je. Korona ne bo, Točno tako je. Ja. In še to bom jaz rekel, ne. In prav zaradi tega, ker pravzaprav odvisno od posameznika, od njegove volje, ne, koliko bo od 4 let odnesel, bi jaz ukinil maturo in v bistvu sprejel sam, oziroma uvedel samo sprejemne. V končni fazi, ne, mislim, sem že prej govoril, da morda nismo dovolj zreli, ampak morda pa bi morali postati, ne, in se zavedati, kakšno vrednost ima pravzaprav znanje, ne, in kako pomembno je, da se tiste 4 leta v bistvu vlagamo trud in se ne predajamo nekim prikladnostim, ne. Ja. Torej, Res je. tukaj bom zaključil. Nažalost imamo naš podcast omejen na tam 30 minut, zdaj sva jih presegla, tako 5 minut, mislim, ampak dobro, kakorkoli. Lahko bi debatirala še in dosti je še ostalo, ampak do naslednjič. Oddajo so pripravili Julija, Nika, Zala, Felix in Rok. Vabljeni k poslušanju naslednje epizode. Nasvidenje!